Ja, vprašanje je že kar na sporedu. Se pravi, že lansko leto smo izdelali prva primerka. Tole pred nami je ženski model, pa bo dr. Makarovičeva o njem vedela več povedati. Žal nam je njen partner danes povedal, ker je več zaposlen, tako da vam bomo obleko samo pokazali, kako zgleda še moški del tega naša tukaj. Bom kar na koncu povedala, ker je partner povedal, moram priznati, da je meni včasih prav všeč, da tudi moj partner najkam pobegne, zlasti, kadar sem na kakšni veselici, ker je potem nekako vse bolj zvršeno. Tako pa le, če se malo preveč smejiš, vse prej, ko sem imela boljšo fasado, pa je pogled pa. No, toliko glede partnerjev, ne skladam moštva, pa s temi partnerskimi odnosi so v svoji stroki precej ukvarjali. No, kot je tole povedal, je to prva noša, ki smo jo uspeli nekako rekonstruirati in izdelati. Tu so nam bile na razpolago fotografije iz tega časa, predvsem pa tudi fotografije iz Ljubljanske okolice, ki sem izbrala še tako rekoč v svojih študentskih letih, ko so se ženske nekako okrog leta 1900 ali pa že kakšno desetletje prej in desetletje kasneje oblekle za parado, kot so rekle, se pravi za procesijo, za veliko noč, v tako nošo, ki je bila izdelana iz temnega, strukturno vzorčastega, kot rečemo, blaga. Na glavi so pa imeli bodisi takšno levito, to je bil takrat uvoz iz Trsta ali pa iz Graca Dunaja, ali pa belo vezeno pečo. Vendar mi se do te peče, to moram kar pošteno povedati, če nismo dokopali, ker preprosto nismo dobili pravega materiala, ki ga bo treba pač dobiti, bodisi v Trstu, bodisi nekje drugje, ampak skratka, toliko, da po pravici povem, pa je bilo tudi takšno materialo, ki je bilo izredno modno. Povedala bi pa še to, da je bila to v prvi četrtini prejšnjega stoletja tudi značilna noša za poroko. Ženske so se poročale v črni obleki, no ja, so že videli. Najlepši je primere moškega navešanja. Skratka, imaš pa nestoka, da kaj delaš silo, te ne prijavi kakšni občinski socialni delavki, da si nasilen do njega in tako naprej. Skratka, tu je pa krojač iz Šentvida pristični izdelal pa moško obleko, prav tako po naših rekonstrukcijskih, no ne bom rekla ravno risbah, ampak krojih. V tem času je še bil, kar je značilno, v modi ovratnik na telovniku moškem, kar danes ni več, ker vemo, vse tisti moški, ki še občasno oblečete telovnike, imate izrezane ovratnike oziroma ovratnike. Srajca se je takrat že zelo približala današnji srajci. Razlika je bila le v tem, da je bila prerezana samo nekako do žličke ali kličemo do kopka. Hlače so bile še nezalikane, upam, da so tudi te, saj tako sem rekla krojaču, so bile nezalikane, tako je, in s tem je bil možakar pražne upravljen. In še to bi rada povedala, da kadar rekonstruiram obleke za folklorne skupine, imam največ problemov z moškimi. Čeprav jih v svojem zasebnem življenju nisem videla, ali pa jih nisem opazila, ker je še bolj pametno, sem tu imam vedno probleme, ker vsi moški so oblečeni, bili tako še nekako do srede prejšnjega stoletja, vedno v črne obleke. In ko pridejo na oder, se nekako ne moreš znebiti enega takega temačnega občutka. Le redko kdo je imel takrat obleko, recimo s kakšnim svetlim delovnikom, pa mogoče z malo vzorčasto
zvočastim darovnikom, usupničanim panjačam. Kar je redko vredno. No, ampak če še naletela na kakšno vprašanje, pa če že zdaj lahko naprej povem,